Se pravi, hočete reči, da je spolnost oziroma spolni odnos, kakršen ga poznamo in prakticiramo danes, nenormalen, nenaraven, se lahko vrnemo nazaj? Seveda, se lahko vrnemo. Ko poznamo napako, jo lahko popravimo. No, treba je povedati, da takšen seks, kot ga imamo zdaj, ni bil predviden za človeka. Zaradi tega, ker je bil ta mehanizem rezerviran za doseganje bistveno višjih ciljev, za duhovni razvoj človeka, za plemenitenje, za ustvarjanje telesnega in duhovnega blagostanja. S tem, ko smo svojo spolno energijo enostavno prepustili, da jo pravzaprav izkoristijo sile, ki se pač s tem lahko koristijo, smo zavrgli tisto najbolj plemenito, kar imamo. Svoj spolni ogenj, najmočnejšo silo stvarstva, smo enostavno prezrli kot orodje za naš lasten napredek. Zato, da napredujemo kot ljudje. In celo še hujše, zaradi tega prihaja še do drugih stvari, ki jih pa seveda ne moramo zdaj razložiti, če nimamo nekega predznanja, da bi vedeli, kaj se na subtilnih ravneh dogaja, na astralni, na eterični ravni in tako naprej. Enostavno nimamo zadosti predznanja, da bi lahko v celoti pojasnili vse to. Tako da, jaz sem se trudil v knjigi vsaj neke osnove podati, tako da bi malo odstrl to področje, da bi ljudje, ki se s tem pač ne ukvarjajo, bi lahko počasi naredili prve korake in razumeli, da je stvarnost neprimerno bolj kompleksna, kot si znamo zdaj predstavljati.